V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Potrpežljiv človek je boljši kakor junak, gospodar nad svojim duhom boljši kakor osvajalec mesta. Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v katero si bil poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami. Reši me, Gospod, pred hudobnim človekom, čuvaj me pred možmi nasilja. Dejal sem Gospodu, ti si moj Bog, prisluhni, Gospod, glasu moje prošnje. Vem, da bo Gospod izvršil sodbo za nesrečnega, pravico za ubogega. Zares pravični se bodo zahvaljevali tvojemu imenu, iskreni bodo prebivali pred tvojim obličjem. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. No, lepo pozdravljeni. A ni to fajn, da se ne? A se res ne? Ja, nič hudega. A moramo piti? Pil bi težko, ko sem že malo star. A je zdaj boljš? No. Ko slišite besedo duhovni boj, kakšno občutje se v vas prebudi? Tako občutje ponavadi človek ne more kontrolirati. Kaj pomislim, ko slišim besedo duhovni boj? Da ne znam, da znam, a da je to nekaj, kar imajo, kdo ima težave s tem duhovnim bojem? Možakarji ali jezuitarji ali kdo? Tako vidiš, tam imamo celo vrsto vojske, pa pravijo, da imamo mi težave s tem. Vojska pa prav nobene. Karamba. Ja. Dobro. Bom prebral za začetek en odlomek, lušten tak. Matej 14:22. In takoj, potem ko je nasitil 5000 mož, in takoj je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran. Sam naj bi med tem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je med tem oddaljil že precej stadije od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob 4. nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: prikazan je. Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mi je odgovoril in rekel: Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On mu je dejal: pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: Gospod, reši me.
Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: malovernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ko so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: resnično si Božji sin. Se spomnim, ko smo bili stari 18 let, tam nekje, je prišla v Ljubljano na obisk mati Terezija iz Kalkute. Je kdo bil v stolnici? Davnega. 1980, če se ne motim. No, in nas je bilo tudi kar nekaj, takrat sem jaz hodil v mladinsko skupino Janeza Oberstarja, Stolnico. Pa v Stično smo začeli hoditi. Pa Robin je bil tudi, pa še kakšen tak, Mirjan Cvelbar. No, a ja, pa Judita, lejo, vprosti Judita, mat kurja. Sem pozabil. Tako se dobro skrivaš. Pa ne, sem res toliko skregan, da ne. Menda ne, ne. Dobro. No, jaz sem se zapomnil takrat tisto srečanje v stolnici. Me je zelo nekako nagovorilo, razveselilo. Se spomnim po tistem srečanju, kako smo šli proti postaji, pa smo se držali za ramena, pa smo delali korake tako vsi na eno stran, pa na drugo. Tako smo bili veseli, pa pel smo, zdaj ne vem, kjera, vem, da na postaji smo pol pel, a mi se bomo srečali še, videli še kdaj, pa tako naprej. No, v glavnem, tisto, kar je pa meni ostalo, je pa nekaj takega, kar se je Petru zgodilo. Namreč, ta mati iz Kalkute je rekla, tako se mi je zdela majhna, takrat ne, taka majhna se mi je zdela. Vse skup nič, ne, pa take stvari dela. Noben vojščak, nič, ne, takega veličastnega, močnega. Nič se mi ni zdelo posebej, a ne, moje oči pač niso videle, da žari. Moje oči niso videle takrat. Ampak nekaj se me je pa dotaknilo to, ko je rekla, da nikdar ne hodi sama okrog, da je vedno z Jezusom hodi okrog. Pa da se z njim pogovarja. Da ni sama. To je bilo zame tako novo. Nisem sama, Jezus. Jezus je skozi z mano, jaz sem na njegovi družbi in se z njim pogovarjam. Ko sem slabo, ko sem dober, tako sem jaz razumel, no, tako se spomnim. To mi je tako močno ostalo. Se pravi, se pogovarjam z Jezusom. Z njim se pogovarjam. Nisem nikdar sama, ne hodim sama okrog. No, ko sem dobil tole prošnjo za predavanje, pa začel razmišljati, sem se pogovarjal z enim sobratom, ki je rekel, da je sam doživel zanimivo stvar. Na župniji so bili v ekipi skregani med sabo, pač med župnikom pa kaplanom. Ni šlo, pa pika. No, kar dosti običajna zadeva, ne. In pride k njemu na pogovor, ali pa med predstojnikom pa tistimi, ki so zraven, ne, tudi so težave. Pa med možem in ženo, se to je človeško, se kaj pa če biti, ne. Kako se bomo pa naučili ljubezni, če ne preko težav. No, skratka, ta sobrat pravi, pride nekoč k njemu na pogovor ena gospa, ki se je potem tretje poročila, šla v proces katehumenata, imela majhnega otroka, a najprej pa poskušalo se sorte od reikija, da ne vem česa. Ogromno namira, škode, uničenja v njenem življenju, tako sama pravi, ne. Potem pa po katehumenatu je pa začela opažati razliko pri otroku, ne. Ko
sta se z možem grdo gledala, pa kregala je ta malo vzel rožnvenc, 3 leta star, pa je šel, pa je molil. Je šel molit, ne, ko sta se grdo gledala, pa kregala. Zanimivo, ne? In ni bil več tako namiren, prej pa rekla, je bil neobvladljiv, otrok je bil neobvladljiv. Je bil, ko bi ga obsedel nekdo. No, potem pa pravi, ko je pač ta katehumenat, pa tako je doživela malo sprave, se je poročila, je začela na Kristusa računati, pa to pravi, sem opazila, da se otrok umirja, da se spreminja, da je drugačen. No, pa sobrat pravi, razmišlja, tudi jaz, zdaj, ko je ekipa drugačna, smo se zamenjali, se razumemo, doživljam, da je veliko manj nemira pri veruku, v veručnih učilnicah, med otroci. No, dobro, takrat sva skupaj ugotavljala, da je to tudi posledica, se pravi, mojega nemira, ki ga živim, ne, se prenaša na otroke. Otroci so kot pivnik, dejansko. Pa tudi verjetno v drugih odnosih je tako, ne, če imam ogromno nemira, pa ene skreganosti s sabo, z drugim, v sebi, vse konfliktno, je težko, da drugmu prinesem mir, pa lahko še tako lepe stvari govorim o Jezusu, ampak tisto, ki dosti ne pomaga, ker otrok čuti čist nekaj drugega. Da mi zdi. Dobro, dejstvo pa je, ne, da nihče od nas ne živi v 100% miru. A kakšen živi? To je potem eschaton, ne, 100% mir. Ja, nebeški mir. Se pravi, tukaj v tem življenju to ne more biti cilj, ampak lahko se pa borim, ne, se pravi, lahko pa se učim prepoznavati in živeti iz tega, kar je Kristus, pa Božja ljubezen, pa Bog. No, in to se mi zdi, se imenuje duhovni boj. Zdaj, ali razločevanje, ali duhovno življenje, ali življenje molitve, ali krščansko življenje, ali, ne vem, Pavel govori tudi o duhovnem boju. A ste brali? Jaz citiral ne bom, ker nimam spomina za dobrega, za številke. Ampak Pavel govori tudi o duhovnem boju. Torej, tukaj imamo pa Petra, ko sem prebral. Peter, Jezus jih pošlje lepo, valovi so, ne. Vsak dan so valovi. A se vam ne zdi, da so vsak dan valovi v našem življenju? Če ne od zunaj, pa od znotraj. Vedno se nekaj dogaja. In zdaj, glavni valovi so kaj? Strah, ne, strah zase, strah pred smrtjo. Posledica tega je pol ta bitka za samoveljavitev, samouresničitev, samonapihnitev, kaj še vse, samo. Skratka, vse na samo. To je posledica tega, da so valovi, da se človek lahko hitro ne znajde več, utopi. Moški imamo potem eno rešitev, da se borimo zunaj, se nič več ne borimo znotraj. Da gremo na zunanji boj, ker je lažje. Dejstvo je, da je lažje. Rodovi stoletja to dokazujejo. Zunanji boj. Torej, tukaj pa Peter vidi, da ne deluje zadeva. Se začne potapljati. To recimo, da je simbolično povedano to, kar se je med Petrom pa Jezusom zgodilo. Kdaj se vam zdi, se je to zares zgodilo? To, kar smo tukaj prebrali v prispodobi, ne, da se Peter potaplja, pa ga Jezus zagrabi za roko. Kje se to zgodi v evangeliju resnic? Kaj se vam zdi? Bravo, Luka 22:61. A je, sem se prav naučil. Potem, ko je petelin zapel, se Peter zjoka, se Jezus od tam, ker je bil obsojen, ozre na Petra. Ampak to je bil šele začetek tega, ne? Potem se Peter razjoka. Začne doživljati sebe v svojem srcu, ne zunaj.
Prej se je doživljal zunaj, prej se je doživljal ogroženega od dekle, prej se je ogroženega od tega, prej se je doživljal v krizi, ker ni razumel, kdo je on, ker na koncu koncev Jezusa ni več razumel, je bil popolnoma razočaran nad njim. Jezus ga je tako razočaral, kot se le težko da koga razočarati. A ne? Čist preprosto, globoko razočaran. Doživljal ga je kot spotiko, kot oviro, kot tujca, popolnega tujca. Jezus je tisto, kar je Peter mislil, da bo Jezus vabil, pa kaj pomeni biti Božji sin, pa to. Jezus tam podre popolnoma vse. Že ko pravi, sin človekov bo prijet, mučen, ubit, križan, se pravi, mrcvarjen, mučen, ampak tretji dan bo vstal. Peter tega vstajanja sploh ne sliši. Sliši samo te besede, ubil me bodo, razbit bom. S tem je Petra popolnoma razočaral. 100%. Peter Jezusa ne pozna več. Pa so bili vsak dan skupaj. Tako, kot mi imamo pol citate, ne, ja, če bi bil Bog dober, če bi Bog bil, pol ne bilo tega, ne bilo unga, ne bilo tega, ne bilo. To je ta klasična zgodba, ne. Peter ima isto. Če Bog je, potem Kristus ne more biti ubit, ki je pa tako dober. Ne more biti ubit, kje si pa to videl? A ste zmršali? Ne? Dobro. Torej, tam se v resnici zgodi to, kar smo tukaj brali, da ga prime za roko. Še bolj pa potem ob jezeru, po vstajenju, ko se Peter le toliko pomore, pa ga ta Jezusov pogled rešuje. Peter si toliko pomore ob jezeru, ampak še vedno ne zaupa. Ugotavlja, da Jezusu ne more sam od sebe zaupati. Ne vem, če ste to že doživeli. Jaz sam iz svojih moči Jezusu ne morem zaupati. In do tega moram v življenju priti, da vidim, da ne morem. Da mu ne morem sam iz svojih moči zaupati. Peter je probal, ampak se ni obneslo. In pa je videl, da mu sploh ne more zaupati. Kako še zaupal nekomu, pa pravi, da me je ubil, pa da sem dal ubiti, pa tako naprej. Pa da nam nič ostalo od tega, kar je Peter videl kot projekt. Kako boš pa takemu človeku zaupal, če pa vse podre, kar ti misliš, da stoji. Vse. Komplet vse. Ne mogoče, odkot boš potegnil. Meseni človek ne more Kristusu zaupati. Ne more. Nima odkot potegniti. Ne more živeti duhovnega življenja. Zato, ker ga nima odkot potegniti. Ne more. No, čisto preprosto. Dobro. Zdaj lahko beremo celo svetopismo, pa vse svetnike gremo skozi. Vidimo isto. Vsak mora iti skozi to šolo, ki je še svet Peter. Če gledamo Ignacija Lojevskega, Terezijo Vilsko, ne vem, te jaz mečkam bolj poznam. Če gledamo Lojzija Grozdeta, razrezali so ga, je človek rekel. Ne. Torej, odločilen trenutek je ta, Peter vidi, da ne more zaupati Jezusu. Da je Jezus zanga tujc, ovira, pohujšanje. To je bil za Petra. Pa še zaupati mu ne more. Na prvi korak, ko naredi, ko Jezus vanj ozre, kaj vidi? Da mu Bog služi, da ga Bog ljubi v zatajitvi. Takrat, ko je najbolj zatajal, ko je najbolj sam se pogaban, ko se počuti kot Kain, ki je ubil brata, takrat mu Jezus pokaže, ga pogleda, jaz te ljubim v teh trenutkih, ko si ubil brata. In to Petru ne gre v račun. To se ne da dol poželiti kar tako. To ni tako enostavno. Dobro, zdaj iz moške perspektive govorim, no, se zdi, torej, kaj pa, kje je nadaljevanje tega, da ga Jezus res prime za roko, da mu vrne to sposobnost, da Peter začne malo zaupati. Najtežje mi sprejmemo, da nam Bog najprej služi, da nas Bog ljubi, ne? Da smo rešeni. To mi ne moramo sprejeti. Mi smo tako nacentrerani, da mislimo, da moramo svoje odrešenje zaslužiti, odpuščanje zaslužiti, da moramo biti dobri, pa Bog dober, da moramo biti pridni, pa Bog prijazen, pa tako naprej. Mi smo tako nadresirani. Zdaj, to je zaradi Adama pa Eve, ne samo zaradi srednjega veka, pa ne vem vsega česa. Ampak, se pravi, Petra, kdaj pol Jezus prime za roko ob jezeru, ko mu nič ne očita, nič ne reče, Peter, a si videl, koliko ti zmoreš sam od sebe, kaj si v resnici? Dekle se bojiš, ki je lih to kamaček. Zbrav,
Nekdo, ki je po hiš hodil, ki ga ni noben porajtal, kot da ga ni, dekla za Žide. Je to. Bla. Nekdo, ki ni nič. In ti si zatajal, da si sploh bil s Kristusom, da sploh ne veš, kdo si, pa da sploh ne veš, kaj pomeni biti z drugimi. Vse si zatajal, vse. Pa toliko se sustil, če gledate, kaj je hotel Jezus nogo umiti, kaj mu je Peter rekel? Kaj mu je rekel? Mene pa ne boš umival. Ker bom jaz tebe rešil, noš ti mene rešil, vas naumen. To je Peter povedal. Pol, kaj še, tudi pri Euharistiji, pri Mateju, pri Janezu umiva, pri Mateju pa kaj še? Ja, to. Če se bodo vsi pohujšali, se jaz ne bom pohujšal. Že spet Peter sploh ne razume Euharistije, bistva ne razume. Bistva ljubezni ne razume. Ne razume, pa če se ubije. Nič mu ne pomaga. Pa vedno prav Sveto pismo in vsali učenci isti, vsi drugi so se jezili, vsi drugi so imeli isto težavo, vsi drugi so bili tudi slavohlepni, vsi drugi so se jezili, so se kaj. Pametnih pa nespametnih je bilo pol, no, ampak dobro. Hvaležen je bil pa sam eden, da ste opazili od 10. Torej, vsi imajo ta problem, kot imamo ta problem. Kot Peter. Prav, kje je srce duhovnega boja? V čem je srce? Pol Jezus lepo ne reče, Peter, poslušaj, na tole tvojo polomijo pa sramoto, k smijo naredil, pa tok se napenjal, pa napihoval nekaj, kaj boš ti zdaj večji kot papež v Rimu. Vse mu je padlo, pa ni rekel Jezus, poslušaj, Peter, no, ker sem jaz fejst dec, bova kamen dala na to tvojo sramoto, pa se je delala, da ni bilo nič. Pa je naprej. Tolo po muški, ne. Aj, to redo, ne. Nič od tega. Kaj naredi Jezus? Sprašuje ga Peter, a me imaš kaj rad? Da mu vrne zaupanje. Vase in vanga. Peter, a me imaš kaj rad? Ni rekel, pokleken, a si videl, kva si naredil? V pravice, v prah se vrš, nis vreden, da bi mi nohe boljubil. Nič tega ni bilo, je bilo. Peter je že tako samega sebe komaj prenašal. Če bi me ogledalo, verjetno se ne bi mogel gledati v ogledalo. Kaj mu je rekel Jezus, a me imaš kaj rad? Nič drugega mu ni rekel. Nič se ni napihval, nič ni, nekaj, nič. A me imaš kaj rad? To je temelj duhovnega boja. A me imaš kaj rad? A me imaš kaj rad? Vsak dan me velikrat zatajiš. A me imaš kaj rad? Jaz te imam takrat, ko me ti zatajiš, ko zafuraš sebe pa druge, ko si zankamer, ko so gaben, ko si v krivdi, ko bi samega sebe najraj zbrisal. Takrat te imam jaz rad. In te sprašujem, a me imaš kaj rad? Nič drugega. In ga trikrat vprašal, da mu ja vrnil zaupanje. Vase in v Jezusa. Nič drugega. Trikrat. Sam to, a me imaš kaj rad? Bistvo spovedi zame to. Bistvo spovedi. Ali me imaš kaj rad? Zakaj? Da bi jaz lahko rekel, Gospod, si ti veš, kako, da te imam rad, ampak okoli se obrnem, pa te že izdam. Okoli se obrnem, pa že išem samo uveljavitev. Okoli se obrnem, pa že išem samo resničitev. Okoli se obrnem, pa že hočem en sladoled. Ker se mi zdi, da ti benga sladoleda ne daš, samo nedolžni trpijo, lopovi se debelijo, pošteni hujšajo. No ne. Torej, a me imaš kaj rad? To je bistveno vprašanje duhovnega boja. Nobeden izmed nas se ne more boriti s hudim duhom, ker vsak zgubi takoj. Kdo je premagal hudega duha? Kdo ga je? A sem ga jaz? A ga je vojaški vikarjat? Prav gotov. Ko sem jaz najbolj mislil, da sem ga premagal, sem bil tako premagan, da Bog se usmil, da katastrofa. Sramota od človeka, bi rekli. Po pozitivno slovensko, ne? Ja. Torej,
bistvo duhovnega boja našega je to, da mi odgovarjamo Jezusu ves čas na vprašanje, ki ga ne postavim kot na dan, ampak vsako sekundo, vsak trenutek, a me imaš kaj rad? A me imaš kaj rad? A me imaš kaj rad? Zdaj, ko si žalosten, pa zdaj, ko si tako grešil, da ne moreš verjeti, da si to ti bil. A me imaš kaj rad? A me imaš kaj rad? A me imaš kaj rad? Evo. To je bistveno vprašanje. In dokler Peter tega ni slišal pa sprejel, je bilo nemogoče karkoli. Ni mogel biti ne kristjan, ne ljubeč, nič. Lahko je bil strašilo od samega sebe, kako se reče lepo po slovensko, ne vem. In Kain, in ne vem, jezni Adam, jezni Abraham, jezni napihnjeni Pavel, preden je s konja padel. Nekaj takega. Ali pa Ignacij Lojolski, ki je bil zaljubljen v svojo sabljo, pa to, da bo to prv. To je to. Se pravi, naš duhovni boj je odgovarjati Jezusu, ker on je premagal hudega. Ga nisem jaz, pa ga jaz sam ne morem. Sveten Puščavnik se je to tudi naučil, ko je sam se probal boriti. Pa bolj se je boril, bolj je videl, da zgublja. Pa le zapije Jezus, reši me, se je spomnil, da je Petra že enkrat tako Jezus ven potegnil. In je tudi Anton zapil. Pa je bilo pa ko je v redu, ker pa je Jezus lahko pristopil. Je pa svoboda, ne? Zdaj, če jaz ne želim, pa Jezus zraven stojim, pa nič ne more, če jaz mislim, da bom premagal zlo. Se moram naučiti, da ga ne morem premagati. Potem bom šele rekel, Jezus, reši me, če ne, pa ne. A se ne zdi? Ne? Božja beseda, Gospod, nas tako spoštuje, da nas ne more prisiliti v nič. Ne z besedo, ne z dejanji, z ničemer. Ne more. Ne more. Se pravi, čaka, da mi rečemo, Jezus, reši me. Ti si premagal zlo. Zdaj, če gledamo kjerkoli priliko v Mateju, Marku, Luku, kaj dela Jezus? Kaj dela? Odganja hudega duha, ki nam laže od zibke do groba in nas dela slepe, gluhe, z njegovo besedo, drug za drugega, hrome, da nismo sposobni radi imeti, ampak da grabimo in delamo iz sebe in drugih predmete za uporabo, uporabi in odvrzi. Kaj še? Jezus tega duha premaga, vedno znova, na križu do konca, ko ne reš svoje kože. Torej, ves ta boj proti hudemu duhu pa to. To je možno samo, če se jaz k Jezusu zatekam, na njegovo besedo, na njegovo Evharistijo računam, na njegovo odvezo pri spovedi. To je edino možno, ne? Drugače pa nimam nobenih možnosti, da bi sam premagal zlo. Kar poglejmo našo ateistično kulturo, 400 let uradnega ateizma, dokam smo prišli? A smo premagali zlo, odpravili laževerje, odpravili uničevanje okolja, odpravili onesnaženje srca človekovega, zatiranje ženske po moškem. Pa obratno, a smo to odpravili slučajno? Zelo, ker smo tako razsvetljeni, pa tako pametni pa brihtni, zdaj verjamemo v kuri krempelc, da nas bo rešil. 100%, ne? Ja, ker poglejmo se, da je 400 let tega, da mi mislimo, da smo lahko boljši kot Bog, da mi zmoremo biti ljubeči. A nekdo spija, kako? Ja, no dobro, pa ne, spil meril sem mislil, da umira. Pa tudi vi zaspite, se sem treba sekirati. Ker v spanju daje Gospod svojim dvojni delež. Tako da, dragi vojaki, pa to, če ste zmatran, mirno spite, tudi če smrčite. Sem da me svedu, da se kdo ne duši, ne? Da smrči. No. Torej, moram nekaj na temo vojakov reči. Bravo, Jože, dej. Vojaški vikariat je v tisti fazi, upamo, no, ko je Jezus na veliko noč vstal in se prikazal učencem in jim je najprej rekel, ne da bi jim očital to, kar si ti rekel, da je
ker eden ga je zatajil na tak način, drugi so dali rep med noge na drug način, razen enega apostola, enega pa celo prodal, ampak tistega ni bilo takrat zraven. Ja. Ne prikazal. No in Jezus, ne da bi jim kaj očital, jim reče samo mir vam bodi. Ne, fanti, rad vas imam take, kot ste, ker so bile verjetno tudi še kakšne ženske, Marija zraven pa druge tudi veljalo za njih. In se veselimo, ker v vikariatu smo že v tej fazi, da gremo naprej. A se še borite ali nič več? Zato, da bili z Jezusom namreč. To se mi zdi bistvo, no. Duhovni boj ni, da se jaz borim proti hudiču. Duhovni boj, da jaz vpijem, Jezus reši me, da se borim zato, da sem z Jezusom, da se učim biti, da ga prepoznavam. Da se sprašujem, Gospod, kaj mi ti zdaj potem govoriš, ko sem, ne vem, 5 let zaspal v duhovnem življenju. Pol sem pa tako padel, da sem končno spet slišal, kaj me ti zdaj po vsem tem želiš naučiti? Kaj mi govoriš po vsem tem? V kar sem zabredel, kar se dogaja. To, no. Se mi zdi, ta zgodba, ne, ta odnos se ne neha, ne, zato ker mi imamo vsak dan svobodo. Ljubezen Božja ima to slabo lastnost, da nikogar ne more siliti. Nikogar. Ne more. A lahko ali ne? No, evo. Ne more, ne. Strah te spotoma oblada, strast v trenutku, jeza v hipu. Ljubezen pa ne, ljubezen te pa počaka. Pa reče, ja, želiš, a me imaš kaj rad. Ne bojte se, jaz sem z vami, ampak to tudi vključuje, a me imaš kaj rad. A želiš, ne. Jaz sem. Torej, to je temelj duhovnega boja, no. Ali pa če hočete duhovnega življenja. Ali pa če hočemo razločevanja. Pol Ignacij ima ta pravila, da bi jaz zlo razumel, da bi ga lažje prepoznal. Ne zato, da bi se izboril zlom, ampak da bi jaz v zlu znal se obrniti na Jezusa, pa prepoznati, kje Gospod piha na moje misli in čustva, kje pa laž piha na moje misli in čustva. Da bi se lažje učil, ne. Zato so pol pravila tudi napisali. Pravoslavci jih niso napisali, ne, ker so vedeli, da imamo mi to težavo, da tudi Božjo voljo hočemo posedovati in jo prikrojiti zase, ne. Jezus je prišel v očetovem imenu, ni prišel samo od sebe in težava je, da ga mi ne moramo posedovati, zato ga ne moramo prebaviti. Zato, ko ti govoriš o Jezusu, smo vsi alergični v vseh šolah, posod. Dobro. Če pa govoriš o vsaj babi, ki je v svojem imenu prišel, pa ga lahko poseduješ, ga lahko zmanipuliraš, lahko narediš z njim, kar češ, nobenega problema, dobrodošel. Jezus pride v očetovem imenu, se ga pa ne da posedovati, se ga ne da spoznati tako, da ga poseduješ. A ne? Mi smo tako pač po Adamu, da hočemo Božjo voljo posedovati, da hočemo imeti v posesti Boga, da nas bo Bogov, da bo bolne pa tako potrpljenje odpravljal, pa pred nami pometal, pa kaj, te stvari bi rad, ne? Ljubezen pa tega ne more delati. Zato Jezus pride v očetovem imenu z očetom, kdo vidi mene, vidi očeta in mi ga dejansko ne moramo posedovati. Vse smo poskusili, ampak kaj se je zgodilo? Na križu je umrl. Posledica tega posedovanja je bilo to. Nismo ga pa spoznali na ta način, da bi ga analizirali, se pravi posedovali. Kako ga pol človek spozna? Če gremo gledati duhovne vaje, recimo Ignacijeve, ali pa Evangelij Petrovo zgodbo. Kakšna je pot v tem duhovnem boju? Kdaj Peter zares sprejme, da je ljubljen, takrat postane trden. Ko vidi, da je ljubljen, je tudi on sposoben začeti imeti rad, ne? Najprej tistega, ki ga ljubi. In pol ga šele začne spoznavati, Jezusa. Dokler je pa mislil, Gospod, te me srešil, ne se bati, se imaš mene v ekipi, ne se bati, bomo že rešili. Če slučajno Rimljani pridemo, jih bomo posekali, ker solato, ne se bati, bomo vse zrihtali. Dokler je Peter tako mislil, Jezusa ni poznal, ga ni imel rad, niti sebe ni poznal in se ni imel rad. Potem, ko je pa to dno doživel, ne, da ne more biti zvezd, da ne more samega sebe razumeti, da ne more vedeti, kdo je iz samega sebe, potem je pa počas shodil. Ne? In Boga je spoznal, kdaj, potem, ko mu je bilo odpuščeno. Se pravi, mi pri spovedi v resnici, ko se pokasamo,
svojega pekla, takrat spoznamo, da šele je Gospoda. Ne? Pa kdo je Bog, pa kdo smo mi? Takrat, ko smo sprejeli odpuščanje. Nič prej. Nič prej. Pri krstu je prav to, ne? Jaz sem kako bi rekel, potopljen v Kristusovo ljubezen, zvestobo, odpuščanje. Od prvega do zadnjega diha me je potopil v svojo kri in me dela za svoje telo. Zdaj pa jaz celo življenje to učim živeti in sprejemati in se mu zahvaljevati. To je duhovno življenje. Ampak mora staremu človeku najprej umreti. Peter je mogel staremu človeku najprej umreti. Ga je mogel tudi doživeti, kako je tiranski, lažniv, uničevalen, golfiv, zankamer ta stari človek, da se je lahko od njega poslovil. Ampak se itak sam ne bi mogel, če ne bi Kristus ga prijel za roko, ga pogledal v oči, mu dal to gotovost. Peter, posledice te tvoje zatajitve pa vseh neumnosti, ki si jih naredil v življenju, jaz nosim. Jaz jih nosim. Potem je bil Peter šele rekel, nekdo, ki je potem lahko sodeloval z Jezusom, pa drugem pomagal k njemu, pa poznal ljubezen, upal imeti rad, nič več strah ni bil njegovo glavno gorivo, ni bil več, ne, strah. Pa vse drugo, kar s strahom skupaj gre. No, ampak tu je, se pravi, dolg proces vzgoje in očiščevanja. Zdaj, če svoje življenje pogledamo, je točno to se dogaja. Morda še najbolj takrat, ko se nam zdi, da smo najbolj katastrofalno zgrešili. Zgrešili, prizadeli, oropali sebe, druge. Takrat je najbližje ta njegov pogled. Edino, kar od mene pričakuje, pa kar je smisel cerkve, da mi pomaga, da se ozrem nanj in da mi vrne zaupanje v moje srce, da je Bog v njem, pa Božja ljubezen, pa v srce bratov in sester. Potem, ko sem jaz spominjal svojega greha, sem kaj spomnil, da me je Jezus ljubil v tem in da je tistega, ki sem ga jaz prizadel, tudi ljubi in ga je rešil. Pa mene tudi. V istem trenutku. Tu se mi zdi je jedro, no? To je pol spoved. To je izkušnja spoznanja Boga, ki pol ne pade. Ker ne temelji na napihnjenosti. Jaz zmorem, jaz sem brihten, jaz sem pomemben, jaz sem velik, jaz sem močan. Na tistem ljubezen ne more temeljiti. In naša šola, naše življenje je šola tega. V resnici. Dobro, to se mi zdi, no, v grobem gledano, pa če ponovim, duhovni boj je to, da se vedno znova obračam k Jezusu, ki me sprašuje, ali me imaš kaj rad. Ne boj se, jaz sem s teboj. Pa ne sem s teboj, tudi s tistim, ki tebi prizadel, pa ti njega. Tudi s tistim. Pa s tistim, ga ti sovražiš, ker te ogroža. Tudi s tistim. Tudi s tistim. Isto vprašanje imam zanj kot zate. Za vsega. Isto bi bilo. Dobro. Toliko v grobem, no? Ali pa temelj in smisel duhovnega boja je ta. Pol so pa zdaj pravila razločevanja, pa to, ampak to je pa najboljš v duhovnih vajah, ko se ti dogaja, ker tam je najmanj možnih napak. Če pa mi to tako razmišljamo, ne, za mizo, je pa to bolj prazna teorija, ki nima kaj dosti haska za nikogar. V glavnem, no. Takrat, ko te stiska, ko se ti druži z Božjo besedo, pa ti pride, da bi pobegnil, pa ti pridejo vse možne krivde in očitki iz tvoje zgodbe, pa strahovi, pa tako naprej. Takrat pa ta pravila pomagajo, da ti lahko malo bolj prepoznavaš Kristusa. Tisti, ki je zraven, pa te poslušaj zato, da te vedno znova spomni. Ne tle gledati. Tle Kristus sprašuje, tle Kristus stoji, tle je, ne. To se zdi bistveno. Zato so pravila, ki pomagajo. Ampak pomagajo samo v odnosu. Ne. Ko sem se jaz odločil, Gospod,
te prosim, želim, rad bi, da bi sprejel tvojo ljubezen najprej. Potem bom šele lahko imel rad. Duhovni boj v resnici odgovarjam na Božjo ljubezen. To je duhovni boj. Najprej se moram pa naučiti sprejemati. Zato je to proces, to ne gre kar tako hiter. So potrebni kilometri in leta. Pa razne izkušnje, predvsem pa lastne krhkosti, norosti, slepote, gluhote in vsega tega. Da ljubezen sploh lahko zraven pride, da damo malo prostora. Božji ljubezni, pa Kristusu. Dobro, pri tem nam pa pomaga seveda zgodovina naroda, cerkve, moja osebna zgodovina moje družine, pa je lahko še tako klavrna in katastrofalna, pa vse drugo. No, ne. No, toliko okvirno se mi zdi, to je temeljno in bistveno. Zdaj bi pa spodobno naredili pauzo, že 4 minute sem vam popapcal, ampak ste svetniško zdržali. Pol bi pa nadaljevali čez pol ure, zdaj pa malo zraka, malo dimčka. A je bil, a ne? No, upam, da ste dobro spali, da se niste dali preveč motiti.